Vredno je bilo čakati 15 let. Uvodna tekma Lige prvakov je bila pravšnja tekma za povratek vijoličastih med elito. Čeprav se je 10 minut pred koncem tekme po golu Nanja zdelo, da je tekma izgubljena, pa so vijolični bojevniki do konca verili v izenačenje in na krilih do zadnjega kotička napolnjenega Ljudskega vrta, ki je prinašal želeno energijo, ne pa euforije, do izenačenja tudi prišli. Luka Zahovič je potrdil, da mesto na vrhu lestvice strelcev v domačem prvenstvu ni naključno in za poseben debi in nepozaben spomin zabil prav proti velikemu tekmecu iz otroštva. Opozarjali smo, da je nivo Lige prvakov dosti višji nivo. Enostavno veseli pa spoznanje, da smo parirali, da smo dobri, da smo lahko igrali za njimi, da smo bili določeni trenutki boljši ali pa enakovredni in mislim, da smo potem zaslužili prišli do te točke. Moramo zavedati, da je Luka že 3-4 minute stal na outliniji, da bi ga zamenjali, enostavno žoga ni bila v avtu. Je prinesel to svežino v napadu, je prinesel to dinamiko, predvsem napadanje globine, katero ima, bom rekel, ima izredno kvalitetno. Enostavno, njegova ambicioznost je bila tista, katera je pripomogla k temu, da je dosegel zadetek. Ja, normalno, da posebno prišel sem noter, koliko sem igral 9 minut, 18 let, debut Lige prvakov proti velikemu mestnemu tekmecu iz mojega otroštva. Tako da normalno so to občutki posebni, vesel bi bil, da dam bilo komu na debut v Ligi prvakov gol ali v Ligi prvakov nasplošno. Tako da ja, sem zelo vesel. To je Champions League. Res se moraš namatrati, da dobiš to žogo in potem jo ne smeš to hitro prodati nazaj. V glavnem, ena težjih tekem v moji karieri. Hvala Bogu, da se ni končala s porazom. Mislim, da smo enakovredno parirali eni zvezdniški ekipi Sportinga. Tako da lahko rečem, da smo lahko zadovoljni. Mi verjamemo v to, kar delamo, verjamemo v ta trud in to se nam povrne. Včasih malo prej, včasih malo kasneje, ampak v glavnem vse pride na svoje mesto. Mariborčani pa tudi po 7 tekmah v Evropi v letošnji sezoni ostajajo še naprej neporaženi.